Ko človek bolan, potrebuje samo eno stvar, zdravje. Zdravje pa mu lahko zagotovi samo zdravnik. In ta človek, ki je bolan, njemu je vse eno, kam bo šel k zdravniku. Ali zasebniku, ali koncesionarju, ali pa v drugi javno-zdravstveni zavod, ali pa institucijo. Zaradi tega treba sprostiti kapacitete. In to, da on sam izbere, kam bo šel, tudi k zasebniku, naj mu plača zavarovalnica. Kajti zdaj se dogaja največja privatizacija v zdravstvu, ker ljudje čakajo v dolgih čakalnih vrstah in sami plačujejo iz lastnega žepa za posege zdravljenja pri zasebnikih. Ta del bi moral biti urejen in pomembno je torej, da je v središču pacient, tisti, ki zboli in da lahko gre k zdravniku kamorkoli in da mu to plača zdravstvena zavarovalnica. Zdaj, srž problema pa je pri monopolu naše zdravstvene zavarovalnice. Kajti ne opravlja tega, kar bi morala. Zaradi tega tudi vpeljava konkurenčnosti na področju ponujanja zavarovanja obveznega, se pravi več zavarovalnic, več ZZS-jev, je ključnega pomena. Zaradi tega, da bi tudi javni zavodi bili potem preoblikovani v javna podjetja in tudi poslovali v tem duhu. Se pravi, večja odgovornost potem pade tudi na samo poslovanje javnih zavodov.